Besedo scout v nogometu bi najlažje razložili na način, da je to iskalec talentov in prvi, ki se odloči in da informacijo o primernosti talentiranega fanta oziroma igralca. Potem, ko scout poda informacijo o določenem igralcu, se začne preverjati oziroma zbirati čim več informacij o temu fantu, in sicer preko spremljanja tekem v živo, preko različnih računalniških programov. Zdaj, skauting v nogometnem klubu Domžale je načeloma razdeljen na dva dela. En je ta članski del, kjer se iščejo igralci za člansko ekipo. Tukaj se predvsem gleda, da so igralci stari do 21 leta. V mladinski šoli pa, oziroma za mladinsko nogometno šolo, je pa skauting predvsem fokusiran na fante stare 14-15 let, ker najlažje pripeljamo iz drugega kraja fanta v prvi letnik srednje šole, saj imamo edino v Sloveniji akademijo in možnost nastanitve fanta. V mladinski šoli Domžale je skautska služba spet razdeljena na ta fokus, to se pravi na fante 14-15 let, in v ta del sem jaz kot vodja skautinga v NK Domžale tudi najbolj vpet. Normalno, da tu največ komuniciram tudi na tedenski ali pa bom rekel na dnevni ravni z strokovnim koordinatorjem mladinske šole, s trenerjem U15 in kadetskim trenerjem. Za ostale selekcije pa dejansko skautirajo vsak trener, tako da dejansko je vsak trener skaut. Pri fantih 14-15 let smo pa še posebno pozorni pri zbiranju informacij in spoznavanju njihovega primarnega okolja, saj je to izredno pomembno in zelo vpliva na njegov končni osebnostni razvoj. Za dobrega skauta ni pomembno, da se igra nogomet, da si trener, dejansko je lahko dober skaut kdorkoli. Saj on podaja dejansko prvo informacijo o talentiranem fantu. To pa že tudi, bom rekel, nekdo, ki ni iz nogometa in gleda tekmo fantov starih 12 let, 15 let, 18 let, hitro opaz, kjer fant izstopa iz skupine. Pomembno pa je, da vodja skautske službe, ki je pa eden glavnih odločevalcev pri odločitvi, ali se povabi nogometaša v klub ali ne, no ta pa mora imeti nogometne izkušnje, mora igrati nogomet v, bom rekel, kar na profesionalni ravni, in pa seveda tudi je zelo dobrodošlo, da je tudi, da ima trenerske izkušnje. V klub sem prišel leta 2002, tako da sem s prvim dnem, ko sem nastopil službo vodje mladinske šole, začel postavljati skauting in skautsko službo v Mladinskem nogometnem centru Domžale. Lahko rečem, da sem izredno ponosen, vesel in pa tudi hvaležen povabilu, da sem prišel v klub, ki je bil v neki fazi razvoja, da je tokom let tako napredoval in postal eden boljših in večjih klubov v Sloveniji. Vsekakor se pa veselim novih izzivov, kar se skautinga in skautske službe tiče, saj vidim, da imamo še veliko prostora za napredek in izboljšave.